Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo danes govorili z diplomantom vodarstva in okoljskega inženirstva z Univerze v Ljubljani, kako se znajde v Nemčiji, kaj gradbeniškega počne in ali ima kaj stika z BIM-i. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Tokrat ne pa jaz prevzamem besedo, pa napovem današnjega gosta. V oddaji tokrat gostimo Neca Štukla, med drugim tudi diplomanta FGG, ki smo ga izvozili v tujino, bivšega podcasterja, Twitteraša in še mnogo več. Zdravo, Nec. Pozdravljena oba. Pozdravljen, Nec, še z moje strani. Nec, a se lahko na kratko malo predstaviš? Seveda. Diplomiral sem, začnemo s tem, da sem leta 2002 upisal študij vodarstva in komunalnega inženirstva na fakulteti v Ljubljani. Končal sem pa leta 2013 vodarstvo in okoljsko inženirstvo prav tako na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani pri mentorju dr. Viktorju Grilcu. Drugače sem pa od leta 2013 v Nemčiji, kjer sem migriral zaradi gospodarske krize že pred diplomom, ker je žena dobila službo kot arhitektka. Tako da sem celotno diplomo napisal v Nemčiji in zahvaljujoč prekrasnemu mentorju vso zadevo urejal z njim preko e-maila, tako da sem se dol vrnil samo oddati in zagovarjati. Odlično. Najprej čestitke za vztrajnost in diplomo. Hvala. Potem pa povej, kako je v Nemčiji z gradbeništvom? Je kaj boljš kot v Sloveniji, slabš? Jaz mislim, da glede na trenutno situacijo v gradbeništvu lahko brez dvoma povem, da je boljše trenutno v Nemčiji, kar se gradbeništva tiče. Predvsem se veliko vlaga še vedno v infrastrukturo, kar mislim, da pri nas v državnih projektih še precej stoji in verjetno posledično potem tudi v privatnih projektih, ne? Drugače pa, v Stuttgartu je mislim, da trenutno največje gradbišče v Nemčiji. Imenuje se Stuttgart 21, zaradi katerega že leta in leta veliko ljudi protestira vsak ponedeljek v Stuttgartu. Predvsem so tukaj mnenja zelo deljena. Jaz osebno se nisem uspel opredeliti. Ne delam pa s svojim birojem na tem projektu. No. Tako, gre pa za projekt, mislim, da skupaj 80 km tunelov, ki naj bi se pod Stuttgartom in v okolici Stuttgarta naredili, oziroma se že delajo, zadeva je že kar krepko v izvedbi. Celotno železniško postajo glavno v Stuttgartu bi preselili pod zemljo, trenutno je nad zemljo, pod njo se nahaja postaja tramvaja, se pravi U-Bahn in še postaja tega primestnega vlaka S-Bahn. In zdaj bi radi glavno železniško postajo spravili pod obe etaži spodaj. Problem so pa seveda podzemne vode, ki jih je v Stuttgartu ogromno. To je tudi glavna v bistvu kamen spotike v bistvu pri tem projektu so pač te okoljske stvari. Absolutno. Ali kaj drugega? Absolutno. Okoljske stvari plus seveda proračun. Stuttgart pripada deželi Baden-Württemberg, to so del Nemcev, ki se jim reče Švabi. In oni so nekako slovenska verzija Gorenjcev. Kar pomeni, da so v diplomatskem jeziku zelo dobri gospodarji. In jezi jih predvsem to, ker je projekt se uspel od faze zasnove do faze izvedbe podražati že za 100% in trenutno znaša cena projekta 9,5 milijard evrov. In baje, da temu še ni konec. No, ampak Robi, midva sva nekaj podobnega slišala tudi, kaj je bil tisti v Berlinu, ko so gradili? Tako, letališče v Berlinu, ne? Je bilo neka podobna zgodba, ampak to očitno pač te podražitve in aneks na aneks v bistvu najbrž ni samo domena Nemčije, predvsem tudi kakšnih drugih držav, nam bližjih. Ne, jaz sem imel bolj občutek, da je to domena Balkana in balkanskih držav, ampak ko sem bil v Dresdnu, so imeli zelo veliko zapovedati o projektu novega letališča v Berlinu
s katerim bi nadomestili 2 letališči, ki sta zdaj v Berlinu. In tam tudi se je podražil za 200%, če se prav spomnim, pa še vedno niso letališča odprli, zato ker ga enostavno ne morejo spraviti skupaj. Mogoče je pa ista firma delala zasnovo projekta, ker naj bi tudi en berlinski biro delal zasnovo projekta v Stuttgartu. Mogoče. V glavnem to aneks na aneks je tudi tukaj zelo prisotno. Poznam za slučaj recimo določene gradbene firme dobijo seveda delo z najnižjo ponudbo, ker je kriterij izbire, mislim, da je popolnoma enak kot v Sloveniji. Ne? Ta najnižja ponudba zmaga in potem, še predno gre zadeva v izvedbo, ko je v fazi projektiranja, to začnejo prihajati aneksi po tekočem traku. Ne? Mislim, da dejansko imajo zaposleni ljudi, da anekse pišejo. Odlično. No, omenil si, da je biro, v katerem si ti zaposlen, pri tem projektu ne sodeluje. Tako je. In s čim se pa vi ukvarjate trenutno, oziroma s čim se pa ti trenutno ukvarjaš? Jaz sem zaposlen v biroju Winkler & Partner. To je, bi se reklo, manjši biro za vodne zgradbe. Nekako 20 inženirjev nas je vse skupaj zaposlenih, ukvarjamo se več ali manj samo s projektiranjem in zadnjih 10 let je tukaj bila niša našega biroja izključno zadrževalniki visokih voda. Sedaj smo zadevo nekako malo razširili glede na stanje na tržišču, ker se je v deželi Baden-Württemberg so se z zadrževalniki infrastrukturnimi se zadeva počasi končuje, so razmeroma dosti stvari spravili pod kapo, tako da počasi širimo zadevo na tunele, še zraven. Ne? In jaz trenutno delam v biroju kot, mislim, da bi mi lahko na vizitki pisalo dečko za vse, kar pomeni, da opravljam tako delo od risarja do nekoga, ki mora v trenutku zračunati hidravliko, pač vse, kar pade pod roko. No, razen kakšne zahtevnejše tehnične dokumentacije, kjer mi je pa pač glavna ovira predvsem jezik in je potem malo težje zadevo spravljati skupaj. Ne? No, v bistvu omenil si tehnično dokumentacijo, naj pri tem povem, da si dejansko včasih moj študent. Zelo vesel, v bistvu osebno sem, da ti je v bistvu uspel tudi nekje drugje kot samo v Sloveniji. Bi pa pri tem jasno kot nekdo, ki je zelo vključen na fakulteti, v predavanja. Me zanima v bistvu ena taka splošna tvoja ocena v bistvu glede nivoja znanja, ki ga prineseš z fakultete. Kako je to primerljivo z tistimi inženirji, ki si jih poznal in srečal v Nemčiji? Zdaj je mogoče tukaj zgodba malo drugačna, ker kljub vsemu sem diplomant vodarstva in komunalnega inženirstva, kjer ne dobimo po moji oceni toliko globine, kot jo dobijo študenti gradbeništva. Tako da jaz mislim, da sem s svojim znanjem nekako, ko sem prišel not, bil na začetku precej bos. Ne zaradi tega, da se teh zadev ne bi učil. Okay, tukaj obstaja tudi ta komponenta, da sem študiral 11 let, kolikor sem že povedal. Ne? Tako da se marsikaj, kar sem se naučil, verjetno že vmes nekje nekoliko pozabilo in izgubilo. Ne? Ampak, če te lahko prekinem, jaz sem enega zelo dobrega profesorja, ki je rekel, da kdo študira manj kot 7 let, ti sploh ne šteje. Tako da jaz sem se tega vestno držal in mislim, da je porabil precej časa, da sem doštudiral. Tako da očitno so oba nekaj vmes pozabila lahko tudi. Aha, tako. No, glede znanja je itak tako, da vsaj moje neko mnenje je, da ko prideš iz faksa ali je to na gradbišče, ali v inženirski biro, začenjaš praktično v praksi iz ničle. Ne? Mislim, imaš eno zelo močno podlago pod sabo, ki je pa predvsem podlaga za to, da se lahko dalje učiš. In jaz mislim, da se razmeroma hitro sem se uspel prilagoditi, glede na zahteve v biroju. Je pa res, da imam okoli sebe same diplomante fakultete iz Karlsruja, ki je pa poznana kot najboljša gradbeniška fakulteta v Nemčiji. Ne? In
Kaj pa vem, no? Imam pa res okoli sebe inženirje, ki imajo že več kot 20 let delovnega staža, sem pač najmlajši v biroju in temu primerno potem težko primerjam sliko mojega znanja z njihovim znanjem, ker so za mene pač vsi enciklopedije. No? Pa je to tvoja prva služba v Nemčiji, ali si bil že vmes kje drugje? Ne, bil sem tudi drugje. Jaz sem začel v Nemčiji kot zidar, tako da sem osnove gradbeništva spoznal v živo, s špatlom in kladivom v roki. Potem po 2 mesecih sem pa uspel dobiti prakso, prav tako v enem biroju za nizke gradnje. In ko sem tam oddelal prakso, sem potem našel službo po 6 mesecih v Stuttgartu, v tem projektantskem biroju. Predtem sem pa, se pravi, vodil gradbeno knjigo recimo na enem gradbišču v Schwarzwaldu, kjer se je gradila cesta. Moj stik z gradbeništvom v praksi v Sloveniji je pa bil v cestnem podjetju Koper, kjer sem delal kot študent. Tako da sem nekaj stvari že videl, no, tudi v Sloveniji. Predvsem tam sem bil na gradbišču. Super, potem imaš vpogled na gradbeništvo iz različnih smeri, ne samo iz biroja. Lahko bi se reklo, ja. No, in glede na to, da praviš, da si spoznal gradbeništvo iz večjih plati, mene zanima, a si v Nemčiji kdaj na gradbišču ali pa v biroju ali pa kaj, a ste se kaj srečali z BIM-i? Jaz mislim, da zelo malo. Jaz sem videl v bistvu prezentacijo enega BIM programa, ko sem bil na tečaju za Civil 3D. Ampak Civil 3D ni BIM program, je Autodesk program, je CAD program. Ne? Ampak tam mislim, da mi je zgolj pokazal prezentacijo enega BIM-a. Drugače pa mislim, da z BIM-om jaz nisem delal. To je v bistvu bilo najbrž tudi za pričakovati, če si bolj ali manj vpet v recimo tele vodarske vode, pa prej si omenil, da si delal v podjetju, ki so se ukvarjali predvsem z nizkogradno. To je vsaj sigurno še pred leti bilo zelo slabo pokrito v BIM-ih, tako da v bistvu me ne čudi takšen odgovor. Je pa najbrž težko tudi soditi na splošno Nemčijo, v bistvu, če si recimo, kot rečeno, zelo vpet v te vodarske vode in si okrožen dejansko z inženirji, ki to počnejo skozi. No, lahko pa vprašanje obrnemo oziroma vprašam drugače. Me pa zanima, če si v času trajanja svojega študija kaj slišal o BIM-ih, čeprav ko postavljam tole vprašanje, se sprašujem, če se takrat že sploh govoril toliko o BIM-ih, ko se zdaj govori. A si mogoče kaj slišal na fakulteti ali ne? Jaz, če ti povem po pravici, sem za BIM prvič slišal, ko je prišla ven prva epizoda vajinega podcasta. Iskreno. Pošteno. No, to lahko rečem, da s tem smo dosegli svoj namen. Svoj namen, zdaj lahko ugasnemo zadevo in rečemo, si čestitamo. Enega smo pridobili na svojo stran, upam. Enega smo razsvetlili, nismo ga še pridobili na svojo stran. Ga bo zdaj prepričala v pozitivne stvari. Tako, sem še v procesu obdelave. Pa pazi, kako proces omenjaš, ne? Tako da je to zelo pomembno. No, potem pa te bom vprašal drugače, spet bom parafraziral vprašanje, pa bom vprašal, če si zdaj kaj pogledal, oziroma če si se kaj pozanimal, kaj BIM-i sploh so. Videl sem, da obstaja razlika z CAD programi, jasno. Ne? In zdaj pri samem BIM-u, videl sem, kaj pomenijo kratice. Ne? In prejšnji ste sicer povedali, da Janez ve, kaj pomeni M, niste pa povedali, kaj pomeni M. Ne? Ja, bi moral poslušati, ne? No, bomo do tega še pridemo na koncu podcasta. Zanimivo mi je, ker je veliko govora o tem, da so zahodnoevropske države že zelo daleč pri vpeljavi BIM-a. Mogoče prednjači predvsem Velika Britanija, ker so že to v zakonu. In mi je zelo zanimivo, da recimo nekdo, ki deluje v praksi v Nemčiji, za BIM še ni slišal in da to dejansko še ni uveljavljen standard na gradbišču. Kot je Matevž ugotovil, verjetno tudi zaradi področja dela, ki ga upravljate, ampak vseeno se mi zdi, da bi se lahko srečal s tem. No? Jaz za Nemčijo bi skoraj lahko rekel, kolikor je mojega stika z tovrstnimi zadevami, recimo tudi preko žene, ki gledam, ki je arhitektka, je v Nemčiji obstaja nekako, tako kot smo včasih v Rajnki republiki rekli, samo upravljanje. Ne?
Zato, ker imajo ogromno enih svojih programov, za katerega so mogoče licence nekoliko cenejše, ali pa predvsem je interfejs zelo dober v nemščini, seveda, ne? In ga potem z veseljem uporabljajo. Recimo pri žena, ki je bila celo življenje navajena, da projektira v CAD-u, je prišla v Nemčijo in v službi uporabljajo izključno Vectorworks. Program, za katerega jaz prej nikoli slišal nisem. Ne? In izpostavilo seveda se je, da je to nemški program. Ne? Zelo zanimiva informacija. Ja. No, recimo ena informacija, da je eden bolj uporabljenih BIM programov je tudi program Allplan, ki je tudi izključno nemški. Ja. Tako, nemeček. In mi je zanimivo, recimo, da se ne ukvarjam s tem, ker Vectorworks, kot je pa meni znano, to pa ni v osnovi prav CAD program, ampak je v osnovi program za obdelavo vektorske grafike. Pravijo, da je recimo do neke zasnovne faze zelo lahko in zelo trotlezihr speljati projekt. Potem pa pri sami izvedbi prihaja do rahlih odstopanj, ker pri natančnosti pa je malo pada zadeva. Ne? No, vmes sem malo pobrskal za Vectorworks in to je tudi eden od programov podjetja Nemeček. In v opisu pravijo o tem, da je tudi to BIM program. Ja, če bi pogledal dol, ne, je dejansko modeliraš z nekimi 3D elementi. Zdaj, jaz tako sem mišljenja, da to bo vse skonvergiralo v eno in isto. Ne. To na koncu ta klasičen, ali bo to še obstajalo, ne bo več obstajalo vprašanje. Ne. Ampak na koncu vsi se nekako lepijo na ta 3D. In jaz se verjamem, da je za arhitekte ta 3D enega bistvenega pomena. Zdaj se temu reče pol, da je to nek BIM, ki pač sestavljaš ti stene namesto pač, da nekaj rišeš, neke črte, pa postavljaš okna, vrata in tako naprej, pa da pol izvozaš, recimo, saj jaz osebno tudi na koncu rečem, BIM je šele takrat neki, ko imaš ti neko standardno predstavitev, pa v bistvu lahko to izvoziš v nek standard zapis ali kaj podobnega. Do takrat je pa bolj ali manj 3D plus lahko neko semantiko obesiš na te elemente. Ampak mislim, to bo vse skonvergiralo v eno in isto. Ne? Zdaj, ali je to Vectorworks in jasno, če je to Nemeček od zadaj, jaz verjamem, da je pač firma pokupila vse tisto, kar se je dalo pokupiti, zato da ima celo paleto teh programov, ki pol med sabo sodelujejo lahko. No, vse med drugim ima tudi Arhicad. Tako, če se vrnem na tvoje večkrat parafrazirano vprašanje, Robi, sem se zdaj ravno kar spomnil, da sem dejansko v času študija imel rahel kako bi se reklo, dotik z BIM programom in to je ravno Nemeček Allplan. Ker sem nekje, mislim, da v tele našem glasilu FGG-ja Most izvedel, da obstaja distributer v Ljubljani in študenti FGG-ja lahko dobijo zastonj licenco. Tako da sem jih poklical in sem šel po svojo zastonj licenco in dobil CD. Oni so me gledali, kot da sem z neba padel varianta, a res, super, s tem se boš ukvarjal in mislim, da to je bilo tudi to, da sem ga inštaliral. Se je 2 uri malo nekaj igral in nažalost se potem nisem več kot toliko ubadal z njim. No, še vedno je čas. Ja, čas bo takrat, ko bo recimo v najcem primeru, ko bo tisto vodne pregrade bojo nekako zapisane v IFC oziroma ko bo to v BIM-ih kot nek element, pa boš rekel, jaz hočem pa tazgale, pa boš pa lahko parametri to upisal, pa ne vem kaj še vse. Ne. Dokler moš pa to imeti neke profile, pa risati noter, pa pol ne vem kaj delati, je pa vprašanje, če se bo srečal z BIM imenom ali pa s kratico BIM. Tam teoretično recimo v BIM-u bi lahko jaz zadevo, ne vem, se pravi, ko imam zrisan objekt, v tem primeru je to pregrada, ne? Ali lahko jaz potem v BIM-u zadevo, ko se karkoli spremeni noter, da mi enostavno updata vse zadeve, vse profile, ki grejo skozi, prereze, preseke in tako naprej, da ne rabim ob sami spremembi konstrukcije
sam ročno popravljati vse prereze in preseke. Ja, da ti odgovorim, seveda, ne, saj to je ena glavnih prednosti BIM-a, ampak tu je treba dati eno opozorilo, da to deluje samo v primeru, da je model pravilno zgrajen. V tem primeru se da. Če pa zgrajen samo zato, da je ta model kot 3D reprezentacija nečesa, potem pa ne. Teda, se pravi, model mora biti pravilno pripravljen in to vse deluje. Mislim, vse podobno zadevo lahko se greš tudi v temule, Civil 3D. Ne? Ja, vse ti smo ravno zadnjič govorili. V bistvu je Civil 3D tudi BIM, no, v bistvu je. Ampak za nizke gradnje. Ja, nekako ga propagirajo kot BIM, v bistvu slišali smo, da je tudi recimo Plateja v bistvu kot taka, recimo se mi zdi mogoče malo na široko vzeto, tudi delno BIM, ampak vse to je v bistvu nekako bolj marketinško naravnan, zato da zaradi tega, ker BIM se pač prodaja, BIM je pač nek buzzword, ki se uporablja v gradbeništvu in zdaj se pač vsi lepijo na to, zaradi tega, ker je to modern in je to in. Se pravi, bolj uporabljam BIM za nizke gradnje, odlično. No, pri tem ne opozorim, da mi dva z Matevžem se ne ukvarjamo ravno z nizkimi gradnjami, niti z visokimi, ne. Tako da to je samo najna ocena. Načeloma bi pa naj se dal s temi orodji vse narediti v BIM-u. Nisem pa sam poskusil, tako da lastnih izkušenj s temi programi jaz osebno nimam. Tle smo šli že, v bistvu smo šli majčkeno hitro na tele BIM-e, v bistvu mene bi zanima še nekaj drugega, kako tale Nemčija povezava pa v bistvu tja prideti. V 7. oddaji smo Janeza Mikca, ki je na Novi Zelandiji gostil, pa povedal, kako se na Novo Zelandijo pride, kako je pa v bistvu priti v Nemčijo in kako pač si predstavljam, da v Nemčiji, ki je prav dosti daleč z angleščino, ne prideš. Še posebej ne v teh strokovnih krogih. Tako, niti približno. Z mano tudi, mislim, jaz recimo moje izkušnje, ko sem prišel v Nemčijo, jaz nisem znal po nemško praktično nič, razen naročiti kebaba. Ne? Tako da se je ves moj proces učenja nemščine začel tukaj gor in zaradi tega tudi dolgo časa nisem mogel niti dobiti, niti pripravništva v stroki. Ne? Obstajajo pa seveda izjeme, recimo en moj prijatelj je dobil tukaj službo gor, tudi brez znanja nemščine, ampak ravno v enem oddelku ene firme, ki dela z ameriško vojsko, ker v Stuttgartu mislim, da so 4 ali 3 ameriške baze in skupaj okoli 20,000 Američanov. In on je dobil službo v enem oddelku, ki deluje samo v ameriški bazi, se pravi, znanje nemščine ni bilo obvezno. Ne? In je tam začel. Načeloma je pa jezik zelo pomembna zadeva. Ja. Jaz se spomnim prvega sestanka v službi okoli projekta, ko so pred mano odprli načrte in začeli govoriti in jaz nisem vedel sploh, dejansko nisem razumel ničesar, kar mi govori. In moja edina obsesija v tistem momentu je bila, glej v načrte, probaj razumeti direktno brez izključi, kaj ti ta čeblja, ker ga itak ne razumeš, in probaj nekaj vprašati, kar vidiš pač v načrtu, kar se ti zdi, da je pomembno. Ne? In kak ti gre zdaj nemščina? Bistveno boljše. Imam pa še vedno probleme s slovnico, zato ker sem se jo učil nekako v koraku in bistveno premalo v jezikovni šoli. Ne? Tako da lahko popolnoma normalno komuniciram na sestankih, ampak se pa zelo hitro zgodi, da nekdo, če ima željo, začne tudi popravljati, kar sicer v firmi so nekako vsi dvigali roke nad mano, pa me ne popravljajo več, ker so se že naučili moje nemščine. Glede na to, da imaš doma ženo, ki je arhitektka, kakšne so pa njene izkušnje? Je imela podobne izkušnje, kot si imel ti v gradbeništvu, ali mogoče kaj drugače pri arhitektih? Glede česa? Glede dobivanja izkušnja? Glede jezika. Ona je že znala jezik. Tako da je njena izkušnja bila nekako malo drugačna, ker je že prišla gor z enim znanjem nemščine, ker jo je imela v osnovni in v srednji šoli. Tako da je pač morala zadevo obnoviti in potem dalje nadgrajevati.
Drugače pa mislim, da je trenutno za same službe trenutno pravi čas za Nemčijo, tako bi rekel. In Slovenci imamo tukaj zelo veliko prednost kot državljani, članice Evropske unije, da ne potrebuješ praktično ničesar. Prideš, se prijaviš, ko imaš službo in to je to. Ne? Zadeve grejo lahko za nas zelo gladko. Kakšna je pa ta pregovorna nemška birokracija, ki je bolj prijazna kot v Sloveniji ali je zelo podobna? Jaz mislim, da so imeli tudi v Sloveniji relativno dobre izkušnje z birokracijo, ker smo jih že eno dosti dali skozi, ki je tuja državljanka. In moram reči, da naša birokracija načeloma ni tako zelo slaba, kot mi radi omenjamo. Seveda, obstajajo kakšne cvetke, ne? Ampak tudi pri Nemcih se zna zatakniti. Konec koncev mislim, da so jo oni izumili birokracijo, ne? In na to dejstvo so ponosni. Ampak načeloma gre pa hitreje pri določenih zadevah. Ne? Recimo samo, ko sem videl, kakšne dokumente potrebuje žena oddati za gradbeno dovoljenje, tu se dela velika razlika. Ne? Dejansko gradbeno dovoljenje je eden A4 list, formular, popisan in podpisan strani arhitekta. Ne? In potem mogoče še en klic za malo vršenja malo pritiska na občino, če se to da malo prej kot v 2 tednih zrihtati. Tole gradbeno dovoljenje, ki ga omenjaš, to za kakšno eno družinsko hišo ali kaj večjega? Ja, tako, za eno družinsko hišo. Ne, seveda, za kakšen večji objekt je potrebno že jasno nekoliko več. Ne? Ja, to je kar razlika. To je kar razlika v bistvu. Ja, ne, kar vem, mislim, da je gradbeno dovoljenje, kar se tiče slovenske birokracije, verjetno ekstrem. Ne? Ja, pa še opeta se, da bo še slabše. No, sej. Ampak Robi, ti si dal to že skozi, tako da ne misliš ponavljati še enkrat tega, najbrž. Ne. To bo potem za Christmas special, kot smo obljubljali v eni od prvih epizod. Prigode slovenskega investitorja v gradbeništvo. Samo graditeljstva. Tako. No, če se pa nazaj na gradbeništvo vrnem, praviš, da BIM in Nemčija zaenkrat nimaš nekih velikih izkušenj oziroma se še nisi veliko z njim srečal. Kakšno bo pa tvoje znanje CAD-a, ko si prišel v Nemčijo? A si dobil kaj znanja na fakulteti? A si moral sam se še kaj? Koliko je bilo? V bistvu zelo, zelo osnovno znanje CAD-a sem že dobil na fakulteti, ker smo pri melioracijah in pri hidrologiji, se pravi pri profesorici Mojci Šraj, smo delali v CAD-u zadeve. Ne zdaj ne vem koliko, ampak dovolj, da smo recimo določene mape imeli, zrisali kakšne profile v... Imam probleme z slovenskimi izrazi vsake toliko, ne? Je situacija. Ja, seveda. Čegač pa kar nemško pove. Lageplan. Prosim? Lageplan. Se vem. In tako da neke res osnovne zadeve, kako recimo kakšen objekt zrisati, kako rezati zadevo, kako podaljševati linijo, polilinijo in tako naprej, sem dal skozi, reklo bi se res osnovno zadevo CAD-a. Ostalo sem pa potem tukaj v Nemčiji v službi, najprej kjer sem bil na praksi, potem sem seveda v CV kot svojo močno točko dal noter, da znam CAD, ne? In so me na razgovoru za službo seveda izprobali, direkt, usedi se z računalnik, gremo, da vidimo, koliko znaš CAD-a, ne? Tako da to je bilo kar stresno, ampak načeloma je šlo skozi. Sam še eno vprašanje, ki se nanaša na tale CAD, pa na izobraževanje. Nejc, a misliš, da je naloga fakultete, da nauči te izbrane programe, ki so recimo nekako dosti standardno zastopani v praksi, ali je to nekaj, kar bi morali študenti nekako ob samem študiju sami nekako se naučiti, priučiti,
ali pač, kot rečeno, bi morali narediti toliko in toliko vaj, zato da bi to dejansko že znali, ko pridejo z fakultete študenti? Jaz mislim, da če se v okviru študija uči AutoCAD, je to zgubljanje časa. To so zadeve, ki bi jih po mojem mnenju in neki moji izkušnji študenti morali sami delati. Ne? To je orodje, s katerim ti delaš in dejansko za znanje CAD-a ne potrebuješ biti inženir. Za znanje inženirja pa lahko izkoristiš stvari, za katere so profesori in asistenti na faksu, ki ti lahko dajo marsikaj več, kot je znanje enega AutoCAD-a. Tako da, jaz sem, kar se tega tiče, absolutno radikalen in mislim, da samemu učenju in dobesedno tečaju AutoCAD-a na faksu ni mesta. Tako da mislim, da je naš faks, kar se tega tiče, vsaj v času mojega študija, je bil to zelo dobro zastavljen. Si imel pri določenih predmetih zadeve, ki si jih moral zrisati v CAD-u, ampak nobeden ti ni to pokazal. To, majstore, je tvoja naloga. Ne? In jaz mislim, da je tako prav. Super. Sem hotel ravno to slišati. Odličen odgovor, ampak jaz bi imel še eno pod vprašanje. A je bilo tvoje mnenje tako tudi v času tvojega študija? Jaz v času mojega študija nisem imel nobenega mnenja, tako da vsaj ne, kar se tiče zadev teh, ker sem, mislim, da prvih 5 let več ali manj živel od brucovanja do brucovanja, tako da ne, mislim, da bi imel enako. Nekje 6. leto sem se začel zavzemati za to, da ne bi smeli študentom dovoliti ponavljati več, ko enkrat. Ne? Kar se tega tiče, jaz sem zelo trd do študentov, ki so dali takšen model študiranja skozi, kot sem ga dal jaz. Predvsem na način, kot sem ga dal jaz. Jaz kot profesor ne bi imel milosti do sebe. Tako. Ti si pa zelo radikalen. Bomo ta posnetek shranili, ga predvajali študentom naslednjih generacij, tako da bojo iz prve roke slišali, kaj si študenti mislijo o njihovem načinu študija. Tako na prvi uri. Nekaj, resno, če bi zdaj še enkrat lahko šel študirati, bi šel takoj še enkrat študirati isto stvar. In bistveno več bi želel odnesti ven od svojega študija, kot sem odnesel za časa svojega študija. To je, mislim, da je dobra recimo taka delno klofuta tudi profesorjem in asistentom, ki jo najbrž vsak pri sebi tudi čuti, ne? Da bi moral študentom načeloma več dati ali pa bi želel več dati, se pa pri tem včasih vprašamo, ali so študenti v prvi vrsti sploh prvič željni tega znanja, so pripravljeni delati več, kot delajo ali ne. Jaz mislim, da je verjetno glavni problem tega, da na naši fakulteti ni več sprejemnih izpitov. Ne? No, to je pa ena debata, zdaj čist drug podcast, pa verjetno za več kot 1 uro. Nekaj druga sem prej hotel vprašati, ko mi je Matej skočil besedo. In sicer čist na začetku si rekel, da je ime tvoje pozicije v bistvu deklica za vse. In vmes si omenil tudi nalogo risarja. No, in to vlogo je prvič na tem podcastu omenil najin gost Janez Mikec na Novi Zelandiji in ni bil sam prepričan, če ta vloga v Sloveniji sploh še obstaja. Jaz mislim, da s propadom teh največjih gradbenih podjetij se pač ta vloga zmanjšuje, ampak me zanima, a je v Nemčiji to mesto v bistvu sistematizirano, je to znano, ali so to dejansko specializirani kadri za to, ali kak je s tem v Nemčiji? Popolnoma specializirani kadri so za to in to se pravi imenuje tehnični risar. Odlično. Tam so, Janez je govoril o draftih, če se ne motim. Ja, tu se reče tehnični cajtner. In se pravi, to je točno to. Inženir zriše skico, skotira zadevo, prinese risarju in risar to zriše. Brez podvprašanj, brez česarkoli, trotl ziher, brez kakršnega koli razmišljanja. To, kar je na skici, se zriše. In to je bil recimo moj začetek. Prvih 6 mesecev jaz nisem dobil ničesar drugega, razen zadevo, zrišati mi moraš to in to, tako in tako, to mora tako izgledati. Na takem in takem formatu, v takem in takem merilu. Zloži tako in tako. Ne, recimo. In tako da
Prve pol leta sem jaz dal skozi drill, se pravi risanje načrtov, plotanje načrtov, zlaganje načrtov. In jaz mislim, da je to bil za mene vrhunski drill, ker sem dobil eno izostreno oko. Potem kasneje sem lahko pa normalno so me počasi začeli vpeljevati v projekte, zdaj boš pa sam sprojektiral zadevo. Ne? In so me zelo pazljivo in filigransko vlekli skozi različne faze. Ne? Tako da zdaj recimo od mene se pač nekako pričakuje, da določene zadeve lahko že sam peljem brez odvečnih podvprašanj. Ne? In imam takega mentorja za sabo, da če dam kakšno podvprašanje preveč, jih debelo slišim, ne? Ker vzroji. Pa kaj, nisi imel tega na faksu, ne razumeš še tega in tako naprej. Tako da je... Izobrazbo so ti v Nemčiji priznali ali mogoče ne? Kako je s tem? Zdaj tako, jaz nisem nikoli šel nostrificirati moje diplome, ker ni bilo potrebno. Nikoli mi nisem prinesel diplome v pogled. Dejansko sem samo, ko sem apliciral, poslal skenirano potrdilo o diplomi. In to je bilo vse, kar so od mene videli. Zdaj nazadnje je bil smešen primer, ker so me spraševali, ko so mi vizitko delali, kakšen naziv imam točno. In če ga lahko v svojem originalnem jeziku zapišem. Rekel, seveda, univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva. Rekel, kar se mene tiče, lahko naredite vizitko A4 formata in to zadevo spravite gor. Ne? Tako da, na koncu so privzeli nemški naziv pač z DPL, ING in v oklepaju Ljubljana. Ne? To naredijo za vsakega, ki je izven Nemčije končal faks. Ja, to je v bistvu pa konc koncev, prej smo malo kritizirali fakulteto, konc koncev je pa to pa vse en tak, recimo, pozitiven vidik Univerze v Ljubljani, da mislim, da je vseeno kar mednarodno prepoznavna in recimo tudi fakulteta za gradbeništvo, mislim, da je v tujini tudi nekako se jo vidi kot neko resno fakulteto. Sigurno, v to ne dvomim. Je pa, če sem prav razumel, recimo, sistem z strokovnimi izpiti in temi zadevami v Nemčiji nekoliko drugačen, ker praktičnih strokovnih izpitov ni. Obstaja samo izpit za licenco, da greš v inženirsko komoro Nemčije oziroma zvezne dežele, kar je pa potrebno samo tistim, ki imajo svojo lastno firmo. Vsi ostali zaposleni se s tem ne ukvarjajo. Ukvarjajo se z različnimi strokovnimi seminarji, ne? Ali je to varnost pri delu, ali je to geotehnika, ali so to betoni, ali karkoli, ampak jaz mislim, da v moji firmi od 25 inženirjev nima nihče strokovnega izpita, razen šefa. No, to sem bil zdaj zelo presenečen. Sem hotel še enkrat vprašati, res v bistvu, da Ben dejansko nima strokovnega izpita. Čisto drugače pojmujejo zadevo. Strokovni izpit potrebuješ, se pravi, da si član inženirske komore v tem primeru, kadar imaš svojo firmo. Takrat moraš zadeve dokazovati. Predtem je pa dovolj, da imaš recimo narejen, ne vem, če se ukvarjaš z gradbišči, seminar iz varnosti na gradbiščih, ne, ZIGECO se to imenuje. Vsako leto se pa izpopolnjuješ seminarji. Ne. Dejansko moraš za določene zadeve vsako leto seminarje delati. Ne. Smo izčrpali. Ja, predlagam, da gremo naprej. Ja, kaj imamo naprej? Aha, novice in priporočila. Nejc, imaš kaj slučajno? Si kaj našel vmes, ko smo se pogovarjali? Nisem brskal po internetu. No, ampak lahko si kaj iz glave izmisliš. Če ne, pa ni nujno, ne? Priporočam absolutno. Ukolikor se kdo odloči za obisk Študgarta, ogled muzeja gradbišča Študgarta 21, ker so postavili zelo dobro, bi rekel, ja, dejansko muzej. V središču Študgarta je železniška postaja, mislim, da zgrajena v času Prve svetovne vojne, in na vrhu stolpa je Mercedesov znak. No, v celotnem tem stolpu, celotni ta stolp je posvečen razstavi za projekt Študgart 21, kjer se lahko čisto vsak, vstop je brezplačen in čisto vsak se lahko seznani z gradbenimi deli, ki trenutno potekajo in modeli, ki naj bi izgledali kot končna slika.
Končna slika pa naj bi bila, da se od centra Stuttgarta do letališča Stuttgartskega človek pripelje z vlakom v 8 minutah in iz Stuttgarta v Ulm, ki je oddaljen približno 100 km iz Stuttgarta, v 23 minutah, kar naj bi povzročilo menjavo delovne sile. Ulm je recimo znan po farmacevtski industriji, Stuttgart je znan po avtoindustriji in tukaj naj bi se začela nekako dogajati, oziroma združili bi. Je to megalopolis, kako se temu reče, ko se mesta združujejo, to je že bolj geografsko, no, ne vem. Super priporočila. Se velja, jaz verjamem, da tudi na spletni strani se da vsaj delno videti te stvari. Sigurno, mislim, da je dovolj, da se vpiše v Google Stuttgart 21. Evo, ravno kar googlam. Ja, prvi rezultat je... Mislim, da je Robi vmes že našel link. Te povezave bo jasno v zapiskih oddaje za poslušalce. Robi, kako pa pri tebi? Kaj imaš za priporočiti danes? Moje priporočilo danes je pa mreža Apparatus, ki je v bistvu največja slovenska podcast mreža. V okviru te mreže je bil, oziroma obstaja tudi en podcast, ki se mu rekli Pivotiranje, in jaz sem prek tega podcasta v bistvu Nejca malo bolj spoznal. Žal je s tem, ko je dobil službo, tudi podcast nehal izhajati, ampak je pa tam en kup drugih podcastov. Teda, če je kdo podcastanje spoznal preko najnega, mogoče gre tudi na mrežo Apparatus, pa tam poišče še kakšne druge vsebine, ki ga bodo zanimali. Ni čisto tako, če smem uskočiti. 2 leti sem že bil v službi, ko je še vedno trajal podcast. Tako da 2 leti sem ga paralelno vozil. Zadnje čase sem se temu, nisem bil sam, še 2 sta bila z mano, smo se temu nekako spontano odpovedali. En dan smo preprosto se prenehali klicati. Jaz imam pa v bistvu, Robi ve, pred časom mi je en laptop odpovedal Apple-ov. Sicer je bil že tako v letih, na koncu sem zvedel, da bo šla grafična kartica oziroma grafičen čip. No in toliko starih laptopov se ne popravlja več. No in to so mi vse povedali na eni firmi, Pro23 v Ljubljani. No in zato bi priporočil to firmo. Na spletni strani pro23.si izveste še več o tej firmi. V bistvu priporočam ne samo zato, da sem mi povedal, kaj je narobe, ampak predvsem to, da je bil odnos zelo korekten. Dejansko so mi omogočili, da sem tam za nek sorazmeren nizko ceno v bistvu dobil nadomesten laptop, ki je jasno tudi v letih, ampak še zmeraj dobro služi. Tako da je nekaj, če imate veliko pač te Apple-ove opreme, so kar ta prav naslov za takšne in drugačne popravile. Ok, no, zdaj smo pa na najpomembnejšem delu oddaje in to so jasno hitra vprašanja, čeprav zdaj ne vem, kaj boš ti povedal na prvo vprašanje, kjer programsko opremo uporabljaš. Ja, zmenili smo se, da je to Civil 3D. V redu, zapišem Civil 3D. No, drugo vprašanje, ki ga tudi postavimo vsakemu gostu, pa ti ga bomo mogli mogoče malo prezložiti, je, kako razume BIM. Ta M, kot si prej spraševal, pa nismo povedali, kaj je. M je lahko model kot model, lahko je modeling kot proces. V zadnjih oddajah se pojavlja pa še ena druga kratica oziroma druga beseda, to je pa M kot management. Zdaj, če BIM-o še nisi uporabljal oziroma jih nisi srečal pri svojem delu, verjetno nimaš nekega mnenja, če pa imaš, pa prosim povej. Imam. Jaz mislim, da je predvsem mešanica procesa in managementa. Ne? Tako, mene veseli, Matevž že malo manj, ampak... Pa to ne moč verjeti. Jaz sem zmer depresiven, ko gledam ti zgraf, sam Janez me dejansko razume. No, ampak dobro. Pa še tisti je bilo izsiljeno priznanje. Ja, se vem, zaradi tega, ker sem obljubljal, v bistvu izven jetra sem obljubljal, da bom plačal kavo, najbrž kaj podobnega. No, ampak še zmeri se moraš odločiti, ali je proces ali je to management. Ker to ni isto, ne? Jaz mislim, da je bolj management, ja.
Moram reči, da mi je ta v bistvu zdaj postaje vedno bolj všeč. Ja? Da bom kmalu rekel, da je to management. Sam zato, da nam rekel, da je to proces. še eno kost vam bom tukaj vrgel. Sta mogoče slišala kdaj za program Ariba z 2 r-ji in mislim, da je podglava tega programa I2. I-T-2-O. Jaz moram priznati, da še nisem slišal. To je še eden izmed programov, ki je zelo močno iskan na nemškem tržišču, predvsem znanje iz tega programa je zelo močno iskano, uporabljajo ga praktično vsi vodje gradbišč in tudi projektanti. Mislim, da je ravno tako nemškega izvora program, če se ne motim, je pravi Stuttgarta. Gre se pa predvsem za to, da se tukaj noter, začelo se je s tem, da se je zelo dobro urejalo, bil je to program za popis del. Iz tega je štartalo. Kasneje se je tukaj zraven še pojavila grafika in modeliranje. Tako da se lahko v sam program recimo unese noter model, se ga uskladi z določenimi točkami v popisu del in program potem pomaga pri samih, ne vem, ali so to kubature, ali so to karkoli pač je na postavki, ne, da dejansko grafično prikazuje zadevo zraven. Se pravi, program generira priloge za gradbeno knjigo. A je to, zdaj, jaz sem malo tole pogooglal vmes, jaz sem tukaj sicer eno Aribo našel in ta zgleda, kot da je od SAP-a. In piše, da je to nek life cycle management software, če sem jaz tole prav pogooglal. To je, mislim, da je www.reapsoftware.com. Reap, R-I-B-software. Ja. Pa mislim, da je povezan z Nemčkom. Nemček? Piše, da premium partner so Autodesk, Nemček, Primavera, Topcon. Okay. No, a so to kakšni prosti zidari te Nemček, da so povsod zraven? Ne bi vedel. No, ampak zelo podobni programi so tudi v drugih okoljih, je pa to v bistvu dodajo še eno dimenzijo k modelu in to je čas, pa še eno stroški, tako da to je nek 5D modelirnik. In mislim, da bi temu marsikdo tudi rekel, da je to BIM modelirnik. Evo. Zato sem šel na stran managementa, ko ste me vprašali za BIM. Evo. Tako. Okay. Zadnje vprašanje, pa v bistvu bom tle vprašal bolj nasplošno, ker najbrž, kot rečeno, če BIM-a nekako ali pa takšnega softvera ne uporabljaš dnevno, v bistvu najbrž ne poznaš celotnega ozadja teh stvari, ampak tako načelno. Si za neko standardizacijo kot pač priložnost sodelovanja med različnimi programi oziroma potem jasno tudi specialisti na področju ali pa to bolj gledaš pragmatično in rečeš, v redu, bomo v bistvu vzeli en software, ki je pač skozi te neke lastniške formate komunicira z drugimi. Skratka, ali si bolj za standardne zadeve ali v bistvu nekako ti je bolj ali manj vseeno. Dejstvo je, da nikoli nisem bil pragmatičen ravno, tako da se bolj zavzemam za Open BIM standard, bi rekel tukaj. Da če že naj se zadeva potem toliko bolj standardizira. Ne? Je pa res, da tudi to nosi določene pasti seboj zmeraj. To pa vedno. No, mislim, da smo pri koncu naše oddaje. Na koncu še predstavimo gosta, ki lahko povejo oziroma še kaj objavijo, povejo, kje jih lahko poslušalci najdejo. Mislim, da boste dali verjetno moj Twitter kontakt od spodaj. In to je? To je Afna T. Jablonski z Y na koncu. To je nekako bilo moj psevdonim, pod katerim sem začel blogati in to je še ena stvar, ki je ne uporabljam, pa že dolgo časa razmišljam, da bi jo spet moral začeti. Mene lahko poslušalci še vedno najdejo na e-mail robert@klinc.net. Če kdo želi Twitter, sem @robertklinc.
Če pa kdo že kak drug kontakt, ne pa v Google piše Robert Klinc, pa sem vsi kontakti so moji, razen tisti, ki je gozdar, tisti pa nisem jaz. Mene lahko poslušalci še zmeraj najdejo na spletu matevždolenc.com. BIM pogovori, pa tako kot vedno tudi na spletu, Facebooku in Twitterju. Še enkrat bi podaril, da poslušalci prosim pokomentirajte kaj na Facebooku, napišite kaj na Twitter. Želimo, da se ta pogovor preseli tudi na internet, ne samo da govorimo trije v oddajah. Tako da na tem mestu bi se zahvalil Nejcu, da si vzel čas in se oglasil v oddaji in povedal jasno veliko zanimivih stvari, kako kaj stvar stoji v gradbeništvu v Nemčiji. Hvala vam lepa za povabilo. Lepo se majte še naprej. Nejc, Robi, adijo. Adijo. Adijo.